Pozdravljeni vsi, ki si boste ogledali ta video. V tem lepem sončnem vremenu sem se odločila, da grem na sprehod. Ker bo sprehod zahtevnejši, sem si zato obula visoke planinske čevlje. Tako, pripravljeni smo in gremo. Prišli smo v čemaževo deželo. Vse povsod okoli mene raste čemaž. Zato sem si s sabo prinesla platneno vrečko in nož, v katerega si bom danes nabrala zdravo kosilo. In sicer čemaž bom uporabila za juho ali za špinačo. Kaj pa moramo paziti, kadar nabiramo čemaž? Nabiramo ga samo tisti, ki ga zares dobro poznamo. Čemaž raste posamezno, vsak listek posebej, in ko ga pomečkamo, čudovito zadiši po česnu. Tako, sedaj pa grem jaz na delo, vi pa na sprehod naprej. V ozadju slišimo žuborenje potočka. In pa da vas še opozorim, najlažje čemaž zamenjamo s šmarnico in jesenskim podleskom. Sličice šmarnice in jesenskega podleska bodo priložene na koncu videa. Mi je že vroče, po tej poti navzdol je bilo zares adrenalinsko. Ob vodi zelo rade rastejo in cvetijo kalužnice. In sedaj še presenečenje ne samo za vas, ampak tudi zame. V našem gozdu sem prvič prišla do slapa. Kako je čudovit in kako se lepo sliši. Sedaj pa bomo počasi nadaljevali in predvsem previdno pot navzdol. Takole, počasi me daje žeja. Zato sem vzela plastenko z vodo in zdaj vas bom naučila, kako dopovemo možganom, da nismo žejni. Sploh pri takeli nevarni poti, tlele po potoku navzdol, kaj naredimo? Naredimo en požirek. Nekaj časa imamo ta požirek vode v ustih in ker ima naš jeziček brbončice, so te brbončice sporočile in možgane, da nisem več žejna. Tako lahko pot nadaljujem, brez da bi popila preveliko količino vode. Po tem potočku na desni smo prišli do večjega potoka in tukaj, ko se združita potoček in potok, ta del imenujemo sotočje. Zdaj bo naš mali potoček tekel po velikem potoku naprej. Sedaj je pa čas za počitek in za malico. Pa poglejmo, kaj se skriva v nahrbtniku. Plastenka za vodo, katero ste že spoznali in smo že uporabljali. Potem imam še jabolko, energijsko ploščico, pa še ena skrivnost je v mojem nahrbtniku, žogica, ampak ta žogica ni za našega psička, pa tudi ne za žoganje, lahko pa tudi. Pač pa je v tej žogici skrita pripomoček v primeru dežja, si lahko pomagamo. No, zdaj pa noče, evo ga. V tej žogici je namreč skrita balerina, dežni plašč v primeru
da bi se vreme poslabšalo, kar je v hribih zelo pogosto. Danes ni strahu, danes potrebujete s sabo kremo za sončenje, da vas ne opeče, sicer pa imamo takšno vrečko vedno s sabo. Sedaj si bom pa privoščila požirek vode, energijsko ploščico in jabolko. Potem bom pa pot nadaljevala po makadamski poti proti domu. Tukaj se sedaj nahajamo v mešanem gozdu. Imamo listavce, iglavce. Tukajle spodaj pa so pripravljeni stolčki za gozdne škrate, ki bodo zvečer prišli na sestanek. Tako kot gremo mi, skupaj se dobimo na video srečanju, tako se tudi v gozdu dobijo gozdni škratje in se verjetno pogovarjajo, kaj bodo storili, da bo gozd ostal zdrav in čist še naprej. Takole pot me je vodila mimo kamnoloma, kjer kopljejo pesek in kamenje. Tukaj se moja pot končuje. Pred mano je viadukt Pletovarje, avtocesta za Maribor, Ljubljano, prvi tunel. Potujem proti desni, kjer bomo na hribčku zagledali cerkev Sveto Uršulo v Dramljah. V ozadju, če bi bilo bolj jasno, bi se videl tudi Kum in bližnji hribi. Sedaj vam sledi še uganka in pa srečno in varno na vaših sprehodih. Nasvidenje!